Želim se osredotočiti na javni zdravstveni sistem in ga krepiti. To so predvsem tisti ukrepi, ki se nanašajo na začasno zadržanost od dela zaradi bolezni oziroma poškodb pri delu. Prinašajo pa tudi določene ukrepe, ki so že bili na primer sprejeti prej v interventni zakonodaji, ki nagrajujejo na primer time na primarni ravni, se pravi v ambulantah družinske medicine, nagrajujejo študente oziroma specializante, da se odločajo za specializacijo iz družinske medicine in s tem seveda zagotavljajo neko motivacijo za kadre, da delujejo na primarni ravni v našem zdravstvenem sistemu in s tem seveda potem posledično zagotavljajo tudi dostopnost prebivalstva do zdravstvenih storitev. Daje neko osnovo oziroma neko stabilnost finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema, kar nam omogoča načrtovanje ukrepov recimo za skrajševanje čakalnih vrst, kar je sigurno, dostopnost je pač prioriteta sedanjega mandata. Poleg tega pa začrtuje tudi nekatere druge ukrepe, vidite, katerih področij smo se dotaknili. Dotaknili smo se recimo družinske medicine, kjer res želimo, ki je prva vstopna točka za nekoga, ki zboli. Z primarnega nivoja se potem pač napotuje na specialistične storitve, na bolnišnično obravnavo. Tako da dotaknili smo se tega področja, ker nam predstavlja prioriteto. Dotaknili smo se z ukrepi tudi na primer neprekinjenega zdravstvenega varstva, kjer smo določili, da se v izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva vključujejo ne samo zdravniki splošne medicine in torej družinske medicine in urgentne, pač pa tudi vsi ostali specialisti, vključno s koncesionarji. Tako da v tem smo že nakazali neko smer oziroma tudi neko prioriteto, ki jo za nas predstavlja pač zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva za vse prebivalce in prebivalke in kar pa je dostopnost, kar je ena od komponent dostopnosti. Ker pač imamo pomanjkanje zdravnikov v Sloveniji, smo želeli tudi zagotoviti oziroma olajšati pogoje za vstop tujih zdravnikov na trg preko prenašanja nekaterih stroškov na izvajalce, preko recimo tečaja slovenščine, tudi skrajšanja pripravništva in tako naprej. Absentizem je zelo pomemben vir izdatkov v zdravstveni blagajni, tako da v bistvu mi želimo izdatke za absentizem zmanjšati, da bi čim več denarja ostalo oziroma finančnih sredstev ostalo na razpolago za zdravstvene storitve, kjer vemo, da so čakalne vrste daljše, kot bi morale biti. Interventni zakon je samo podaljšal, se pravi obdobje, ko delodajalec plačuje začasno zadržanost od dela zaradi bolezni zaposlenim iz 20 na 30 dni in pa postavil je kapico oziroma neko zgornjo mejo nadomestila za začasno zadržanost dela na 2,5-kratnik povprečne bruto plače, zadnje znane mesečne povprečne bruto plače. 30 dni je, oziroma to skrajšanje v obratno smer, se pravi iz 30 na 20 dni, se je zgodilo leta 2022 zaradi razbremenitve delodajalcev v takratnih pogojih. Celotno obdobje prej pa smo imeli mi že 30 dni, tako da to je zdaj v bistvu neka vračanje na že preteklo ureditev. Kar se pa tiče 2,5-kratnika, smo se pač odločili, gre za eno od socialnih zavarovanj, zdravstveno zavarovanje je eno od socialnih zavarovanj, gre za pravico iz socialnega zavarovanja in podobno mejo imajo tudi že ostala socialna zavarovanja. Pokojnine imajo sicer 4-kratnik, recimo nadomestilo za starševsko varstvo ima prav tako 2,5-kratnik povprečne mesečne bruto plače in tej meji smo se poskusili pač tudi jo zadržati na tem področju. Sistemsko ga bomo naslovili oziroma ga že naslavljamo z določenimi drugimi ukrepi na Ministrstvu za zdravje. Na primer, pripravlja se zakonodaja o enotnem izvedenskem organu, ki bo deloval v smeri, da bo zagotovil tako na strani delodajalcev kot tudi vseh drugih deležnikov pogoje, da se bodo tisti, ki so
bolni, lahko hitreje vključili na delo. Se pravi, gre za neko aktivno vlogo vseh deležnikov v sistemu, ki omogočajo delavcu oziroma zaposlenemu čimprejšnjo vrnitev na delo preko prilagoditev delovnih mest, prilagoditev delovnih pogojev, preko prekvalifikacije in tako naprej. Se pravi, ta zakonodaja se že pripravlja. Želim se osredotočiti na javni zdravstveni sistem in ga krepiti. In vsi ti ukrepi, vsi ti mali koraki, ki smo jih sprejeli, mislim, da vodijo v krepitvi zdravstvenega sistema. In zaenkrat ostajam optimistična, ker nimam nekega razloga za pesimizem še v tem trenutku. Ker sistem z ekipo poznamo, mislim, da lahko te stvari obrnemo na bolje. In res verjamem, da nam bo uspelo.